Pozdravljeni, iz ljubljanskega studia 142, takle imamo. Po poročanju švicarskega radia naj bi bila za izpustitev 15 talcev na čelu z Ingrid Betancourt vodstvu Farca plačana odškodnina okoli 20 milijonov dolarjev. Po uradni verziji naj bi se vojaška obveščevalna služba infiltrirala med pripadnike Farca in prepričala stražarje, da jim je vodstvo te organizacije naročilo helikopterski prevoz talcev. Namesto globlje v džunglo so bili odpeljani na prostost. Kolumbijske oblasti trdijo, da so operacijo izvedli popolnoma samostojno, veleposlanik ZDA pa pravi, da so kolumbijski vojski nudili tehnično pomoč. Izpustitev talcev je močno povečala ugled predsednika Uribeja, ki bo že tretjič kandidiral na predsedniških volitvah in upravičila njegovo politiko, da se s Farcom ne pogaja. Kljub stalnim obtožbam, da Venezuela finančno podpira Farc, je Chávez čestital Uribeju za osvoboditev talcev. V prvem javnem nastopu se je Ingrid Betancourt med prvimi zahvalila prav venezuelskemu predsedniku Chávezu. Evropska skupnost je sprejela novo zakonodajo, ki zaostruje kazni za nelegalno imigracijo. Po novem ilegalce čaka do 18 mesecev pripora in izgon za 5 let. Prve so se oglasile države Mercosurja, ki so ostro napadle novo evropsko protiimigracijsko politiko. Označile so jo za sramotno, nekatere so jo poimenovale celo za legaliziran barbarizem. Nova uredba bo dejansko prizadela Južno Ameriko, saj je njihova emigracija v Evropi precejšnja, družinam v domovino pošiljajo stotine milijonov dolarjev. Chávez je rekel, da je poteza Evropske unije v ostrem nasprotju s povezovalnim dogajanjem v Latinski Ameriki, kjer je 10 držav sprejelo zakonodajo, ki državljanom omogoča potovanje brez potnih listov in viz. Ukrep Evropske unije je primerjal z grajenjem zidu med ZDA in Mehiko. Siempre que el precio esté por encima de $100. As long as a barrel of oil is over $100, we propose to create a fund, and for each barrel exported by Venezuela, if the price is above $100, we will put $1 in the fund. If somebody does the maths, we get $920 million a year. 9. septembra bodo v Belorusiji predsedniške volitve. Ameriški ambasador v Minsku, Michael Kozak, je priznal, da ZDA vlagajo precejšnja sredstva, da bi preprečile ponovno izvolitev dosedanjega predsednika Lukašenka. Denar je namenjen okoli 300 nevladnim organizacijam, medijem in še posebej Radiju Svobodna Evropa, torej vsem, ki aktivno nasprotujejo ponovni izvolitvi Lukašenka. Opozicija je izbrana okoli protikandidata Gončareka, ki ima trenutno le 10% podporo. ZDA zato že sedaj opozarjajo, da bodo volitve polne nepravilnosti. Kozak je v 80-ih služil v Panami, Nikaragvi in Salvadorju ter sodeloval v ilegalnih operacijah proti vladam teh držav. V Belorusiji naj bi po njegovih besedah administracija pripravljala podoben scenarij kot v Nikaragvi v začetku 80-ih. Izraelske oblasti predstavnikom Komisije Združenih narodov za človekove pravice niso dovolile obiska zasedenih ozemelj. Ob tem niso podali nikakršnih razlogov, zakaj so se odločili za tak korak. Predstavniki komisije so večino intervjujev opravili prek telefona, ker Izrael pričam ni omogočil odhoda v Aman ali Kairo, kjer so bili nastanjeni predstavniki Združenih narodov. Poročilo o izraelskem delovanju na zasedenih ozemljih bo konec leta predano Generalni skupščini Združenih narodov, torej telesu, ki nima nobene izvršilne moči. Ampak samo zelo lepo zgleda. To sem mogla reči! V Seulu je čez vikend demonstriralo med 100 in 400 tisoč ljudi. Gre za nadaljevanje protestov proti odločitvi vlade, da ukine 5-letno prepoved uvoza ameriške govedine, ki je bila sprejeta zaradi nezadostnega testiranja živali za bolezen norih krav. Kasneje se je izkazalo tudi to, da je vlada prebivalstvu lagala, saj ni podpisala istega sporazuma, kot ga je predstavila javnosti. Dejansko podpisani dokument je do ameriških rejcev bistveno prizanejsljivejši, domači potrošniki pa so bolj izpostavljeni možnosti okužbe. Protesti trajajo že od aprila in postajajo čedalje bolj nasilni.
Po tajnem poročilu Svetovne banke naj bi bila največji krivec za draginjo hrane biogoriva. Delež le-teh naj bi bil kar 75%. S tem so na laž postavljene trditve ameriške administracije, ki je trdila, da so podražitve posledica povečanega povpraševanja rastočih ekonomij, še posebej Indije in Kitajske. Po njihovi oceni je uvedba biogoriv zvišala ceno hrane le za 3%. Vse kaže, da bo Mednarodni denarni sklad začel prvič v zgodovini preiskavo ameriške centralne banke in bančnega sistema v celoti. Zadnjih 7 let predsednik Bush takšnega pregleda ni dovolil, sedaj pa je popustil pod pogojem, da se preiskava začne v zadnjem letu njegovega mandata in da ugotovitve ne smejo biti predstavljene pred koncem njegovega bivanja v Beli hiši. Pregled poslovanja bo zajemal centralno banko, zavarovalnice, komisijo za nadzor borze, glavne investicijske banke, posojilnice in večje sklade. Happy 4th of July. I am thrilled to be here at Monticello. I've never been here before. To my fellow citizens to be, we believe in free speech in the United States of America. And this is a fitting place to celebrate our nation's independence. Thomas Jefferson once said he'd rather celebrate the 4th of July than his own birthday. For me, it's pretty simple. The 4th of July weekend is my birthday weekend. The Thomas Jefferson Foundation and Dan Jordan, president of the Thomas Jefferson Foundation. I'm honored that the governor of the great Commonwealth of Virginia would join us, and Ann Horton. Appreciate you being here. Lieutenant Governor Bill Bolling, the Lieutenant Governor of the state of Virginia. Attorney General Bob McDonnell of the state of Virginia is with us, and all local officials. I appreciate Jim Jones of the U.S. District Court and other distinguished jurists who are with us today. Thank you for coming. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.